tako imenovani modus operandi pri usklajenem ravnanju oziroma standard dokazovanja je že dolgo znan. Tle bi še opozoril, da gre za tako imenovani ECM postopek, ker je bila vpletena tudi komisija, ki je torej naše ugotovitve interno v tem smislu potrdila. Vkolikor pač tega ne bi bilo, mi tudi seveda ne bi šli v odločanje, torej bi izdali odločbe. Bi pa tle opozoril na naslednje. Zadeva je rešena na sodišču, odloča Vrhovno sodišče, potencialno lahko tudi razveljavijo našo odločitev in nam pošljejo v ponovno odločanje, zaradi tega, kaj podrobne seveda v tej fazi ne moremo komentirati. Nekako novi kadrovniki, zdaj vlade, ki se sestavlja, ste nekako tisti Pavlinova, pa vi in tako naprej, da bi bili neki kadri, ki bi bili hitro menjani. A kaj veste o tem? Torej, o tem nič ne vem. Vlada seveda ima to legitimno in legalno pravico in jo seveda lahko kadarkoli tudi izvrši. Ideja novih kadrovnikov, da bi preoblikovali urad v samostojno agencijo, zdaj, kot vemo, spada pod Ministrstvo za gospodarstvo. Kakšno je pa mnenje o tem? Ja, torej, v zakonu že imamo od leta 1999, pa tudi v novem zakonu, da je urad samostojen pa neodvisen. In v funkcionalnem smislu to zmeraj bil. Če želijo preoblikovati, oziroma če želi kdorkoli preoblikovati to v agencijo, torej dati neko drugo organizacijsko obliko, da s tem ni nič narobe. In v osnovi, kako bi rekel, ta ideja, da bi urad bil agencija, oziroma imel status agencije, roko na srce ni nova. Je že obstajala tudi pod prejšnjo vlado, vendar pa ni bila izpeljana. Vsekolikor meni znano, torej je že ta ideja obstajala dalj časa. Bi bile kakšne prednosti? Ali pa so zdaj kakšne prednosti, da ste pod krovom Ministrstva za gospodarstvo? Ja, na praktični ravni seveda, to sem že enkrat povedal, so prednosti, ker nam pač določene zadeve vodijo rečemo na ministrstvo, to so postopke v zvezi z javnim naročanjem, kadrovske finančne zadeve, ker seveda, če pa bo ta urad samostojna agencija, bo pa potrebno zaposliti dodatne ljudi, ki bojo se ukvarjali s temi podpornimi dejavnostmi. Naš namen je seveda širiti tistih ljudi, ki dejansko delajo na primerih, ker tle vidimo dodano vrednost. Ampak, kot sem rekel, samo idejo ni nič narobe, se pa treba zavedati, da to implicira seveda dodatna proračunska sredstva in dodatna zaposlovanja za podporne dejavnosti.